stoletja. Govori o glasbi, profesionalni glasbi, glasbi, ki so jo v drugi polovici 17. stoletja, to se pravi v času, ko se je razcvetela tudi francoska dramatika, francoski klasicizem, in slednjič tudi o glasbi v Angliji. No, če izpostavim nekatera poglavja oziroma nekatera vprašanja. Knjiga se začenja z opisom naprednih tendenc v italijanski madrigalni umetnosti druge polovice 16. stoletja, zatem opiše revolucionarne novosti na prehodu v 17. stoletje, ki so izhajale med drugim tudi iz drugačnega pojmovanja med odnosom med glasbo in vsebino uglasbenega besedila. In ta različni in drugačni odnos je privedel do novega glasbenega stavka in do zamisli, do možnosti, da se osebe glasbeno prikazujejo, česar poprej ni bilo. No, to je tako imenovani genere reprezentativo, kot se imenuje v italijanščini, ki je omogočil nove glasbene žanre, ki jih poprej ni bilo, opero, oratorij in kantato. No, knjiga se veliko ukvarja z italijansko glasbo, govori se o vzponu instrumentalne glasbe v drugi polovici 17. stoletja, o spet nastanku novih instrumentalnih žanrov kot sonata, instrumentalni koncert. No, v nemških deželah je mogoče zanimiv drugačen odnos do glasbe, ki so jo poznali vsi ljudje. Kot je dobro znano, je v nemškem luteranskem okolju obstajal tako imenovani koral, glasba vseh ljudi, in nemški skladatelji 17. stoletja so svoje kompozicije pogosto zasnavljali prav na koralnih melodijah in na ta način premoščali prepad med glasbo, ki so jo poznali vsi, zelo preprosto glasbo, in glasbo, ki je bila v tistem času profesionalno na zelo visokem nivoju. To se pravi, ljudje, ki so poslušali to glasbo, so lahko v zelo kompliciranih kompozicijah, kot so bile recimo Buxtehudejeve, prepoznali tisto, kar so poznali iz svojega vsakdanjega življenja. No, morda izpostavim tudi to, da se v knjigi opisuje nastanek novih glasbenih vsebin v 17. stoletju, ki jih poprej skoraj da ni bilo, kot recimo pastorala, kot recimo glasba, ki se najbolje označuje z italijanskimi izrazi kot ali furioso, ali vigoroso, ali glasbena vsebina, ki jo od 17. stoletja dalje poznamo, denimo kot ljubezenski duet, no in tako dalje. Knjiga se govori tudi v zvezi s 17. stoletjem, govori tudi o globljih spremembah v sami strukturi glasbenih oblik in tako se recimo opisuje zanimiv pojav, kako se v drugi polovici 17. začenjajo pojavljati oblike, ki na neki način uresničujejo podobo kroga, tako da se kompozicije posamezne oblike in mnoge posamezne skladbe so zasnovane tako, da se na določenem mestu začenjajo, so strogo osrediščene, vsebinsko, tematsko, tonalno, opišejo določeni vsebinski krog in se ob koncu zopet vračajo v izhodišče, tako da ima poslušalec na koncu občutek, da je po nekem dolgem potovanju zopet prišel na izhodišče. No, knjiga se zaključuje potem z življenjem in delom Johana Sebastiana Bacha in s premislekom o Johanu Sebastianu Bachu kot umetniku. Ja, če imate še kako vprašanje, morda, če mi dovolite še minuto, sem o pisanju te knjige sem se velikokrat spomnil na znamenite besede skladatelja Arnolda Schönberga, ki jih je zapisal ob koncu svoje harmonijlere. Arnold Schönberg je bil ikonoklast svojega časa in vendarle je napisal odličen učbenik ravno o tisti glasbi, proti kateri je sicer kot skladatelj sam deloval. In na koncu tega uvoda piše,
piše, želel sem namesto slabe glasbene estetike sem želel dati študentom v roke dober učbenik kompozicije. No, in ta misel se mi je zdela zanimiva. Tudi sam sem se pri pisanju te knjige skušal izogniti nekaterim konceptom, ki so se mi zdeli preživeli, čeprav se še zmeraj vlečejo po učbeniški literaturi, in koncepti, ki so se mi zdeli nepreverjeni, in sem namesto tega skušal podati nekaj stvarnega vedenja. Nekaj stvarnega vedenja in sicer na tak način, da si koncepte o glasbeni zgodovini v tem obdobju lahko ustvarja bralec tudi sam.